Dobrodošli, bratje in sestre, dobrodošli prijatelji Evangelijske krščanske cerkve Ljubljana. Mislim, da se boste strinjali z menoj, da ni nič lepšega na svetu, kot prebivati v Božji bližini, poslušati njegovo besedo in slišati, da smo izvoljeno ljudstvo, izbrano za Božjo slavo. Bog še vedno potrpežljivo čaka, da se mu predamo in uživamo v čaščenju njega samega. Verjamem, da ste imeli dober teden in da ste občutili Božjo bližino in njegovo skrb za vas. Tudi v tem tednu nas je obsipal svojo ljubeznijo, saj je bila naša miza vedno polna dobrot, v srcu pa mir in nepopisno veselje, ki ga imamo lahko samo v Bogu. Zato se s hvaležnim srcem vključimo v slavljenje najvišjega. Pojmo radostno in razmišljamo o besedah, ki jih izrekamo, da pridejo do srca in da se zavemo, da je samo Bog vreden vse slave in časti. Hvala Bogu za naše mlade, ki pripravljajo o pesmi in nas spodbujajo, da razmišljamo o njem. Prejšnji teden smo govorili o smislu in pomembnosti posta. Verjamem, da so se mnogi zanj odločili, saj želite imeti zmage v svojem življenju in še več duha. Da, potrebujemo duha, ki nas bo dvigal, tolažil, učil in opominjal in spodbujal.
ker Bog Oče daje polno mero, ko se sami ponižamo. In ko smo mi ponižani, nas Bog poviša z Božjim duhom. In danes bomo slišali spodbudno besedo po pastorju, čeprav bo govoril o težavah in trpljenju. Bomo slišali tudi o rešitvi, ki nam je Bog zagotovil v svojem sinu, Jezusu Kristusu. Čez 5 tednov bomo praznovali Veliko noč. Dan, ko se je zgodil največji čudež v celotni zgodovini človeštva. Zato bomo naslednjih 5 nedelj posvetili pripravi in spominu na ta čudoviti dan. Osebno sem zelo navdušen nad to velikonočno serijo, ki jo začenjamo danes. Kaj je tako velikega in navdihujočega pri veliki noči? Dejstvo, ki ga je Bog videl v človeštvu, je, da smo ljudje zelo obremenjeni s svojimi grehi. Danes ni popularno govoriti o grehu ali opozarjati na napake, saj imamo vsi neskončno svobodo, kaj ne? Žal pa moram poudariti, da je greh uničujoča sila, ki ima dolgoročne posledice, če ga ne priznamo, če se ne pokesamo in se ga ne znebimo. Morda bi ga lahko primerjali z zabojčkom jabolk, ki smo ga pospravili v shrambo. Čeprav smo zanj našli primeren prostor, čez čas vedno ugotovimo, da gniloba načne kakšno jabolko. Če jabolka ne odstranimo oziroma ga ne obrežemo, gniloba zajame preostala jabolka. Enako nevaren je greh. Greh je nasprotovanje Bogu, upor njegovi besedi, ignoranca resnic, zakonov, načel, ki nam jih je postavil Bog, in to ne z namenom, da bi nas omejil, temveč zaščitil. Žal pa smo ljudje uporni in neposlušni, kar potrjuje prisotnost greha, kaj ne? Zato nas načne gniloba, ki se neusmiljeno širi. Prav to gnilobo v nas je Bog zaznal in videl, da se sami ne moremo obrezati, očistiti. Zato je pripravil velik načrt in ga izpeljal po svojem edinorojenem sinu, Jezusu Kristusu, da bi nas rešil večne trohnobe. Jezus je ta, ki je nase vzel našo upornost, neposlušnost, zavračanje, vsak greh in zanj prostovoljno trpel in umrl. Tako je svojo smrtjo poplačal in odkupil naše grehe. Bog pa je pripisal Jezusovo plačilo tebi in meni. Ali ni to nekaj čudovitega? Pred leti smo kot družina dopustovali pri prijateljih v Angliji. Imeli smo lep teden, a naš cilj je bil doseči Severno Irsko. Prijatelja smo zaprosili, da nam rezervira trajekt, s katerim bi odpotovali na Irsko. Seveda je to storil z veseljem. Prišel je dan vkrcavanja. Vseh nas 5 je pogumno stopilo na ladjo. Ladja je bila res velika in posebna. Česa takega še nismo videli od tako blizu. Morda bi rekel, da je bila podobna Titaniku. Sledili smo večini potnikov. Ko pa smo prišli v notranjost ladje, nas je usmerjevalec prosil, da mu pokažemo karte. Pokazal sem mu vseh 5 kart, na kar nas je opozoril, da gremo v napačno smer. Češ, da imamo plačan 1. razred in da moramo po stopnicah navzgor. Ker je bila to naša prva vožnja, se na začetku nismo zavedali, kaj to pomeni
In pravzaprav nam je bilo vseeno, kam gremo, samo da se peljemo. Ko pa smo izstopili iz množice in se znašli v veliki, bleščeči, svetli dvorani, se nam je posvetnilo, da se nahajamo v prvem razredu. Ko smo stopali po mehki rdeči preprogi, ko so nam ponudili šampanjec, dobrodošlico s sadjem in pecivom, smo razumeli, da nas je naš prijatelj presenetil in namesto nas plačal veliko višjo ceno, da bi naša družina na tej poti res uživala in si lahko privoščila veliko več kot ostali potniki, saj smo jedli posebno hrano, imeli popuste pri nakupih, brezplačno kinodvorano, igralnice. Presenečenje je bilo res veliko. Počutili smo se zelo privilegirane. Nisem prepričan, če smo si to razkošje res zaslužili, vendar je to storil naš prijatelj in to iz ljubezni do nas. In ravno to je storil Jezus Kristus, ko je naš Bog v trpljenju poslal svojega sina, da bi nam odprl vrata v prvi razred, v to razkošje, ki bo v nebesih. In to je storil, ne ker smo si mi to zaslužili, ker smo bili tako pametni, posebni, temveč iz čiste ljubezni. In to vstopnico Bog ponuja vsaki rojeni osebi na tej zemlji. Torej tebi in meni. Osebi, ki želi sprejeti to vstopnico, ker ta vstopnica pomeni verovati v njegovega sina Jezusa Kristusa. Verjeli ali ne, nam ljudem ni možno plačati cene za vse naše grehe, ki jih dnevno delamo. Če bi morali plačati kazen za vsak prometni prekršek, ne samo za tiste, ko nas dobijo policisti, ali redari, ali stacionarni radarji, temveč za vsak dejanski prekršek, ki ga posname Božja kamera, bi bil znesek daleč previsok, da bi ga kadarkoli od nas lahko plačal. Sveto pismo pravi, da je treba vsakič, ko prestopiš katerikoli moralno mejo ali Božja zapoved, plačati visoko ceno. Bog pravi, da je plačilo za en sam greh smrt. Sveto pismo pravi v pismu Rimljanom 6:23, plačilo za greh je smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. To pomeni, da si vsakič, ko naredim z enega od grehov, zaslužim smrt. Ko se norčujem iz Božje resnice, ali ko vzamem nekaj, kar ni moje, ko rečem nekaj, s čimer užalim in ponižam koga drugega, ko prestopim mejo spolnosti, ki jo je postavil Bog, ko pomislim ali naredim karkoli drugega, za kar Bog pravi, da ne smem. Ko storimo nek greh, nas ta greh loči od Boga tukaj že na zemlji in za vso večnost. Ker nas Bog tako močno ljubi, si tega ne želi. Kajti Sveto pismo pravi, da je Bog namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. To beremo v Evangeliju po Janezu 3:16. To je nekaj prečudovitega. To je najboljša novica, ki jo sporoča velika noč. Če pa je to največja vesela novica, zakaj pa potem na svetu toliko trpljenja? Nobeno poglavje nam pri iskanju tega odgovora ne pomaga bolj kot 53. poglavje knjige preroka Izaija.
ko berem te vrstice, ki tako natančno opisujejo Jezusovo trpljenje in smrt, imam občutek, kot da je bil Izaija v prvi vrsti na Jezusovem sojenju, križevem potu in križanju na Golgoti, ter da je osebno pričevalec Jezusovega trpljenja, čeprav je živel 700 let pred temi dejanji. Kako je to možno? To pričuje o Božjem vnaprejšnjem scenariju naše odkupitve. Trpljenje je, dragi moji, bistvo evangelija. Nobeden odlomek v Svetem pismu nam ne daje jasnejšega odgovora na Jezusovo trpljenje in nasploh na vsa trpljenja, na trpljenja vseh ljudi na tem svetu, kot nam jih povedo vrstice Izaije 53, 4-6. Pravi nam takole: v resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi smo vsi tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot. Gospod pa je naložil nanj krivdo vseh nas. Ko natančno prebiramo te vrstice, bomo opazili, kako Izaija uporablja zaimke naše, ga, mi in smo. To pomeni, da smo bili že takrat vsi vključeni v to zgodbo. Poglejmo to še enkrat. Pravi Sveto pismo, nosil je naše bolezni, naše bolečine. Mi smo pa ga imeli za zadetega in ponižanega. Ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših kriv. Kazen za naš mir je padla nanj. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali. Obrnili smo se na vsak na svojo pot. Naložil nanje krivdo vseh nas. Nič v tem odlomku ni smiselno, vse dokler ne začutimo polnost teže povedanih resnic. Vse, kar je Jezus storil, je storil za nas, za tebe in za mene. Jezus je umrl namesto nas. Vse, kar je pretrpel zaradi nas, zaradi tebe in mene. To so bile bolečine, surovost in ponižanje Jezusa na križu. Vse to je bilo zaradi nas. Iz naše perspektive lahko rečemo, da je bil Jezus izdan, preizkušen, pretepen, zasmehovan, ponižan, okronan s trnjem, obsojen na sodišču krivičnežev, lažno obtožen, pretepen do te mere, da je bila njegova koža zmrcvarjena, prisiljen nositi svoj križ. Na to pa je bil javno križan, kar je bila najbolj brutalna oblika usmrtitve v njegovem času. Če se osredotočimo na te dogodke, bomo morda prišli do zaključka, da Jezus ne bi smel umreti, da je bila to velika napaka. Kot da je tema zmagala nad svetlobo. Sveto pismo nikoli ne zanika moralne krivde tistih, ki so Jezusa usmrtili. To beremo v apostolskih delih 2:23, kjer Peter pravi: njega so, prav kako je Bog hotel in predvideval, izročili vam. Vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križ in umorili. Tako je povsem primerno, če rečemo,
da so Jezusa ubili njegovi sovražniki. Zato je njegova kri padla na nje. Jezus je bil umorjen. To je neizpodbitno dejstvo. A to še ni konec zgodbe. Daleč od tega. Pisci Svetega pisma pravzaprav razglašajo, da je Jezus sam položil življenje v smrt in mu ga nihče ni odvzel. Jezus ni umrl, ker si ni mogel pomagati. Jezus ni trpel, ker ni mogel pobegniti. Vsi vojaki Pilatove vojske ga ne bi mogel ujeti, če se ne bi bil pripravljen predati. Če tega ne bi dovolil, mu nihče ne bi mogel spuliti niti enega samega lasu z glave. To nas pripelje do resničnega sporočila preroka Izaija v 53. poglavju 4-6, kar smo prebrali, da je Jezus trpel in umrl namerno, ne naključno, da bi se lahko rešil vsak grešnik, vsak trpeči, kot sva ti in jaz. Vsi mi smo zajeti v vseh teh besedah v Izaiju 53, 4-6. Je to res? Da, ker trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa ni bilo zaradi njegove krivde, temveč naše, moje in tvoje. Bolj, ko bomo te vrstice dali svoje ime in naše zaimke, bolj in bolj bomo razumeli Jezusovo smrt. Njegovo trpljenje nam bo več pomenilo. Tako bomo Jezusovo smrt cenili bolj kot vse na tem svetu. Jezus je v resnici prevzel nase našo bolečino. Pravi Sveto pismo, da je v resnici nosil naše bolezni. Naložil si je naše bolečine. Mi pa smo ga imeli za zadetega. Udarjenega od Boga in poniženega, smo prebrali v 4. vrstici. Zanimivo je, kako Izaija govori o tem, kaj vse je Kristus storil za nas. Ne začne z našim grehom in z našo krivdo. To bo naredil kasneje. Namesto tega pa začne z našimi nemočmi. Besedilo pravi, da je Jezus v resnici nosil naše bolezni. In si je nase naložil naše bolečine. Prenašal je našo žalost. Tukaj je uporabljena hebrejska beseda, ki pomeni dvigniti in nositi velik tovor. V 3. Mojzisovi knjigi 16:8-10 je bila ta beseda uporabljena za grešnega kozla, ki je odnesel v puščavo grehe izraelskega naroda. Tako je Jezus prišel, da bi nase vzel težko breme greha in žalosti, ki nam je povzročil naš greh. In našo bolečino, in bolečino našega življenja v padlem grešnem svetu. Kristus je torej nase prevzel naše žalosti, prevzel naše bolezni in naše bolečine. Ali mogoče sedaj razumeš, kakšnega prijatelja imaš v Jezusu? On je nase prevzel vso tvojo in mojo večno bolečino, večno žalost in večno bedo. To je tisto, kar šteje, kar so to zemeljske bolečine, beda in žalost, kratkotrajne in začasne. Ampak še vedno obstaja vprašanje, zakaj potem trpim jaz danes, če je Jezus vzel nase trpljenje sveta? Dragi moji, zavedati se moramo, da živimo v padlem svetu. Svetu, kjer Bog ni vladar. In dokler bomo del tega padlega sveta,
bomo imeli težave, bomo imeli trpljenja, a tako ne bo večno. Prihaja čas, to je ta vesela novica, to je sporočilo velike noči, ko bo nastalo vse novo, ko bo Božje kraljestvo prišlo na zemljo, čigar del bomo vsi, ki smo že in ko še bomo, tisti, ki bodo še sprejeli Jezusa za svojega zveličarja. Torej, če veruješ v Jezusa Kristusa, ne pomeni, da ne bomo imeli težav na tej zemlji. Pomeni pa, da nas bo iz vseh teh težav Jezus rešil. Kakšna vesela novica, kakšno velikonočno sporočilo zate in zame. Zato mi zdaj potrebujemo nekoga, ki bo prevzel naše trpljenje, našo žalost, ko je breme za nas pretežko. To dela Jezus Kristus. On je tisti, ki lajša tvojo in mojo bolečino, dokler živimo v padlem svetu. V padlem svetu ne moremo biti popolnoma rešeni bolečine, ker bi lahko hitro dobili občutek, da Jezusa ne potrebujemo, da stvari lahko tudi sami rešimo. Si Jezusu predal svojo bolečino, svojo žalost, trpljenje, greh? Če nisi, stori to zdaj. Tako enostavno, da mu poveš svojimi besedami: dragi Jezus, moja žalost in moja bolečina je velika. Vzemi jo, dajem ti jo. In se mu zahvali. Hvala ti, da si pripravljen nositi mojo bolečino namesto mene. Amen. Če si to molil in če to moliš in verjameš, da je Jezus prevzel tvojo bolečino in tvojo žalost, on ti obljublja, da se bo to zgodilo. A ti bo pomagal, da jo boš lahko nosil z veseljem. Je kaj večjega in pomembnejšega na tem svetu? Dragi moji, ničesar večjega in bolj pomembnega, kot imeti takega prijatelja, Jezusa, ki je pripravljen narediti vse za tebe, da bi te olajšal in da bi te odrešil. Zato te sedaj vabim, da se po bogoslužju, po končanem bogoslužju, da si vzameš v roke Sveto pismo in še enkrat v tišini počasi prebereš preroka Izaija, 52. poglavje od 13. vrstice in vse do 12. vrstice iz 53. poglavja. In v teh vrsticah odkrivaš pravzaprav resnico o Jezusu Kristusu. Ne samo o njem, temveč o tem, kdo je tebi Jezus Kristus. Jezus Kristus je res upanje za tvoje in moje trpljenje, ki ga Bog spreminja v tvoj uspeh in v moj privilegij, da lahko trpim in razumem življenje in trpljenje. Jezus je tvoje upanje za trpljenje. Jezus je upanje za tvoj napredek. Jezus je upanje za tvojo duhovno lepoto in v vsej podobnosti biti kot Jezus. Wow! Kakšno upanje! Kakšno upanje v tem padlem svetu, v tem svetu polnem težav in bolečin. Te vrstice ti bodo pomagale, da boš spoznal, kako te Jezus ljubi in kdo v resnici je On je in kaj vse želi narediti za tebe. Jezus je upanje za tvoje bolečine in trpljenje. Jezus je upanje za tvoja ponižanja, za tvoje rane boš našel in prebiral. Jezus je upanje za tvoje prestopke, za tvoje grehe, za tvoje krivde. Potem boš zopet našel. Jezus je upanje za tvoj mir, za tvoje tavanje, za tvoj obrat proč od njega. In še boš našel, kako je Jezus upanje za tvoje mučenje, za tvoja zatiranja in obsodbe. Jezus je upanje za tvojo osamljenost,
za nasilje, za mobbing, ki ga doživljaš. Jezus je upanje za tvojega partnerja, za tvojo družino, za tvoje potomce. Jezus je upanje za tvoj uspeh, za tvojo šolo, za tvojo izobrazbo, za tvoje delo in za tvojo službo. Jezus je upanje za tvoje poslanstvo in oznanjanje evangelija drugim. Jezus je upanje za spreobrnenja mnogih, ko jim pričuješ o Bogu. Jezus je upanje za vse tvoje uslišane molitve. Jezus je upanje za vse tvoje talente in darove, ki ti jih je dal. Jezus je upanje za tvojo ljubezen in večno življenje z Bogom. Apostol Pavel se je zato močno zavedal dejstva, da je Jezus nase vzel njegov greh, njegovo bridkost in bolečino. Zato je lahko z velikim veseljem izjavil: zdaj se veselim, ko trpim za vse vas. Svoje strani dopolnjujem, v svojem mesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovem telesu, ki je cerkev. To beremo v pismu Kološanom 3:24. Kaj pa ti in jaz? Ne samo, da je Jezus tvoje upanje, temveč ti daje vsak dan potrebno moč, da zdržiš v trpljenju, ki je potrebno za tvojo duhovno rast in spremembe, ki jih potrebuješ delati v življenju. To nam naroča apostol Pavel. In v pismu Filipljanom 4:13 še nekaj čudovitega sporoča in pravi: vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Zmoreš? Seveda, da zmoreš, če imaš Jezusa. In na koncu pa večno življenje te čaka. Življenje brez trpljenja, brez solza, brez bolečin. To beremo v Razodetju 21:3 in 4, ki pravi: in zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: glej, prebivališče Boga med ljudmi in prebival bo z njimi. Oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog, in obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več. Pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Čez 4 tedne bomo praznovali Jezusovo vstajenje. Boš ti praznoval z mano v nedeljo 4. aprila tudi svoje vstajenje z Jezusom, svoje novo življenje? Vabim te, da ga sedaj z vero pokličeš, da vzame v tvoje grehe, bolečine, žalost, trpljenje in da ti podari novo življenje. Življenje, ki ga boš gledal z novimi očmi, z večno perspektivo, brez bolečin, brez žalosti, brez trpljenja, saj boš ob rami imel Jezusa, ki ti bo pomagal. Kot ga je imel apostol Pavel, kot ga imam tudi jaz danes, in se boš veselil v svojih bridkostih in v trpljenju in jih boš gledal in doživljal drugače. Če boš to veliko noč povabil Jezusa v svoje življenje, bo ta praznik zate dobil popolnoma drug pomen, drugo vrednost, saj boš sprejel brezplačen dar, ki ti bo odprl vrata v prvi razred večnosti in s tem ugodnosti, ki jih Jezus pripravlja. Aleluja! Zato deli to svojo velikonočno izkušnjo in zgodbo s svojimi prijatelji, da bi tudi oni našli Jezusa, da bi tudi oni našli osvoboditev v Jezusu Kristusu, osvoboditev od njihovih grehov, njihovih bolečin in trpljenja. Zato sedaj želim moliti, da res se zgodi, kakor smo slišali, kakor nam Jezus obljublja. Dragi Jezus, hvala ti, da boš vzel naše bolečine. Sedaj pristopamo v veri k tebi in ti jih predajamo, in trpljenje in naše grehe, in hvala ti, da jih vzemaš sedaj od nas in nosiš na križ.
Hvala ti, da nam daješ novo življenje, odpuščanje in mir v Jezusu Kristusu. Amen. Hvala, brat Zvonko, za razlago o trpljenju, grehu, upanju in načrtu, ki ga je Bog izpeljal na križu. Čeprav je bil ta križ težek, star in lesen, se je na njem zgodila največja zmaga zate in zame. Na njem je Jezus poplačal moj in tvoj dolg. Haleluja! Odrešeni smo! Hodimo v tem spoznanju, da je naš greh izbrisan, da za nas ni več nobene obsodbe, da smo rešeni suževanju greha in da imamo lahko novo življenje, če verujemo vanj, ki je storil vse, da bi nam pridobil zmago. Imejmo radosten teden, v duhu pa se pripravljamo na velikonočno jutro, ko bomo praznovali, se veselili in vzklikali: On živi! Naj bo Božja milost nad vami vsemi. In želel bi izgovoriti molitev, ki je za vse nas blagoslov. Vas blagoslavljam v imenu Jezusa Kristusa. Bog, Očka, ti daj po milosti vsem bratom in sestram to razlago križa, da zaznajo tvojo milost, tvojo radost, tvojo veselje in da smo blagoslovljeni v tvojem miru in v spominu na tvojo velikonočno zmago, ki je za vse večne čase. Bodite blagoslovljeni in hodite v Božjem miru. Vsak dan spotykaš se